genetsko sem bil programiran za to, da rabim 8 ur spanja, zdaj sem se pa jaz navadil na 4 ure. To enostavno ne zdrži, se pravi, sploh na dolgi rok. Pravzaprav že po eni neprespani noči se nam pozna. Moje ime je Barbara Gnivec-Stražišar, jaz sem specialistka otroške nevrologije in specialistka pediatrije in se že več kot 25 let ukvarjam s področjem somnologije. Popoldanski spanec nam sprosti eno dobršno mero spalnega pritiska. Se pravi, v bistvu nekega dolga spanja, ki ga začnemo akumulirati od jutra, ko vstanemo. V spanju poteka neke vrste proces čiščenja možganov. Se pravi, da se v spanju dejansko odplavljajo razgradni produkti presnove in da kopičenje teh substanc da vodi potem v hitrejše staranje, hitrejši razvoj demence. Če želimo, da bomo zvečer šli lahko spat ob neki normalni uri, je pomembno, da je naša biološka ura, se pravi, tako nastavljena, da poskrbi, da se nam zvečer začne zniževati telesna temperatura, da se nam začne zniževati kortizol in da nam začne naraščati hormon spanja ali melatonin. Preden pa se ta epizoda začne, pa bi vas radi povabili, da se naročite na naš YouTube kanal. Za vse tiste, ki ste to že storili, najlepša hvala. Zaradi tebe ta projekt še živi. Za kaj več, pa obišči tudi našo spletno stran. Zdaj pa se vidimo v epizodi. Ajde. Prvo me mogoče zanima, preden grejo neke konkretne težave z spanjem, karkoli, nespečnost, kdo ste, s čim se ukvarjate, pa če mi povedali, zakaj se s tem ukvarjate, kako ste prišli do tega, da je zdaj nekako, koliko jaz razumem, vaša glavna strokovno delo na podlagi spanja. Ok. Torej, moje ime je Barbara Gnivec-Stražišar, jaz sem specialistka otroške nevrologije in specialistka pediatrije in se že več kot 25 let ukvarjam s področjem somnologije, pretežno pri otrocih in mladostnikih. In sicer me je pot sem zanesla preko raziskovalne sfere, sicer takrat v tistem sistemu mladega raziskovalstva me je po zaslugi mojega mentorja, profesor Neubaurja, pripeljala pot do Lyona, do Marie-Jo Chalamel, profesorice, ki je bila otroška somnologinja, odlična, in tam pravzaprav sem se srečala s tem področjem in ga pravzaprav tako izljubila. Tam sem se naučila, kako obravnavati otroke z motnjami spanja, kako proučujemo spanje z polisomnografijo, z ostalimi metodami, ki se uporabljajo v laboratoriju za motnje spanja. Tako da nekako potem po vrnitvi sem delala najprej magistrsko nalogo, kasneje še svojo doktorsko dizertacijo na tem področju in tudi začela na pediatrični kliniki v Ljubljani ambulanta za motnje spanja otrok in mladostnikov. Tako da bi rekli, da nekako pred tem, kako ste šli v Lyon, ni bilo nekega stika recimo razen mogoče na faksu itak, ne, z spanjem, ampak tako, da bi imeli kakšno osebno izkušnjo, da bi imeli, ne vem, nekdo, ko vam je kaj predstavo že prej, ali je bilo takrat prvič? Žal takrat v času mojega šolanja, pravzaprav na fakulteti v spanju, nismo slišali kaj dosti. Na podiplomskem študiju na področju, in sicer na smeri v bistvu nevroznanosti, smo imeli učbenik, kjer je bilo tudi spanje malo opisano, ne? Ampak nekako, mislim, vedno me je tudi malo intrigiran te posebnosti, recimo, ne vem, zanimivosti, recimo iz živalskega sveta, nekako, recimo, spijo delfini samo z eno poloblo, ali pa recimo ptiči, ko grejo potem na to zimovanje čez te dolge lete, ne, in tako naprej. Vedno me je to malo intrigiralo, ampak nikoli, se pravi, ni bilo take priložnosti. Žal, še dan današnji velja, da tako študenti medicine, ne, pa tudi kasneje, recimo specializanti, recimo pa še posebej z mojega področja s pediatrijo, o tem relativno malo vedo ali pa malo slišijo, tako da je somnologija še vedno kar precej zapostavljena. Ja, tudi sam zdaj, 4. letnik se ne bi rekel, da bi imel neko poglobljeno znanje glede spanja. Jasni so mi te cikli, ok, približno ta N3, da je najbolj regenerativen, potem REM, ampak tako, da bi nasploh nekako bil samozavesten, jaz pa vem, zakaj je spanje in tako, pa ne. Zato me tudi zanima, kako bi nekomu, komu ni sploh jasno točno, kaj je spanje. Recimo nekdo, ko razmišlja v smeri, to je samo, da se ugasnem in se zjutraj vklopim in grem naprej, ker pač tak sem narejen. Kako bi to nekomu razložili, da je to tudi neki biološki proces, čim bolj preprosto, recimo? Ja, spanje je del življenja, ne? Ni naključje, da 1/3 življenja v bistvu prespimo, ne?
In tudi dan današnji že dolgo vemo, da to ni nek pasiven proces, ker bi telo in možgani zgolj počivali, ampak da v resnici se v spanju dogaja veliko stvari, da v spanju so v določenih fazah recimo možgani bistveno bolj aktivni celo kot v budnosti, in da je spanje pomembno tako recimo za rast, to drži, da otroci rastejo v spanju, ker se v globokem spanju izloča rastni hormon. Potem recimo za šolajoče zelo pomembno, da v spanju se pretvori kratkoročni spomin v dolgoročnega, da spanje potrebujemo zato, da določene informacije, ki smo jih čez dan srečali, se z njimi seznanili, da jih tudi pozabimo, medtem ko tiste pomembne pa moramo nekako ohraniti s tem, da naredimo neke nove sinapse, nove povezave v možganih. Recimo zelo fascinantno je to tudi, kar vemo zadnjih recimo 15-20 let, da v spanju poteka neke vrste proces čiščenja možganov. Se pravi, da se v spanju dejansko odplavljajo razgradni produkti snove in da kopičenje teh substanc, kot je recimo beta-amiloid ali pa protein tau, da vodi potem v hitrejše staranje, hitrejši razvoj demence. Mogoče mladih to nekako ne intrigira to toliko, predvsem, ko smo mladi, nekako se nam zdi, da je spanje res čista zguba, in potrata časa, ampak nekako osvetlimo ta problem in da pravzaprav vse procese v našem telesu nekako usklajuje naša notranja biološka ura in da je to periodično izmenjevanje spanja in budnosti eden izmed glavnih teh ritmov, ki jih pobuja naša notranja biološka ura, tako imenovanih cirkadianih ritmov, se pravi cirkadien približno en dan, se pravi, da smo usklajeni za svojo zunanjostjo. Se mi zdi, ja, tako ste rekli, da pri mladih, meni je spanje po moje številka 6 po prioritetah, recimo tudi, ko se učim ali karkoli, bi bilo lažje naslednji dan procesirati več informacij, če bi več spal. Samo reši do konca po noči, tako da se naslednji dan ko megla in te se nekako s temi kofeinskim, to je že neka kultura postala, še posebej na našem faksu, Jaz sem se učil do 3 zjutraj, jaz sem se učil do 4 zjutraj. Pa mogoče bilo bolj smiselno, da se ne bi, pa bi zjutraj vstal, bi 8 ur spal, se pravi tistega kvalitetnega spanca od 10 zvečer do 2, da bi imeli, nekako ni. Pa tudi se mi zdi, da je kultura nasploh okrog svetovna narejena tako v to kulturo produktivnosti, Recimo tu imam, zdaj recimo Trump ni neki znalac na tem področju, ampak on je povedal javno, na javni televiziji je povedal, da izgubljaš v primerjavi z drugimi, če spiš več kot 3 ali 4 ure na noč. In tudi, če on ni za neki znanstvenik, če nekdo to sliši, nekako se mu to malo po moje tudi zalepi, v spomin. Pa tudi športniki, Max Verstappen je povedal, you can sleep and you're dead, In potem se po moje tudi tako ustvari. Kakva je vaša izkušnja recimo s tem, da nekdo pride, ja, saj ne morem toliko spati, moram nujno nekaj delati. Ja, recimo, če že govorimo o Trumpu, on je lep primer pravzaprav, zakaj pomanjkanje spanja škoduje, Se pravi, vse njegove odločitve, ki jih dela preko dneva, njegovo zdravje ne nazadnje, čeprav trdi, da je odlično. Sicer imamo en zelo majhen odstotek ljudi, ki dejansko potrebujejo malo spanja, recimo 4-5 ur spanja imajo dovolj, ampak večinoma pa ne, večinoma pa nekje zdravi odrasli potrebujemo od 7 do 9 ur spanja. In predvsem se mi učimo o pomenu spanja iz posledic nezadostnega ali pa motenega spanja. Mi vemo, da potem vpliva to na naše dnevno funkcioniranje, na naše razpoloženje in ne nazadnje tudi na naše zdravje. Kajti kronično pomanjkanje spanja vodi v razvoj enega metabolnega sindroma, se pravi debelosti, krajšega življenja na račun kardiovaskularnih ali pa možgansko-žilnih obolenj. Tako da on je lep primer tega, premalo spanja. Zdaj, kar se pa tiče športnikov, bi pa rekla, da tukaj pa morda, ne vem, zdaj te izjave Maxa Verstappena ne poznam, ampak športniki veliko dajo na spanje. In recimo neke zelo pomembne ekipe, kot je recimo v NBA-ju, kjer se srečujejo s problematiko, predvsem zaradi teh pogostih letov čez več časovnih pasov in te priprave na tekme, ker je spanje zelo pomembno, imajo v nekaterih ekipah celo tako imenovanega sleep doktorja, se pravi, ki nekako pomaga športnikom in jim nekako daje pač ta navodila, kako pomembno je spanje, recimo, kako naj usklajuje svoje urnike, ker
konstantno letijo čez več časovnih pasov in potem je teže se pripraviti na tekmo. Ne. In še na temo mladih, zakaj to učenje do 3-4 zjutraj? Večina mladih ima tako ani pozni kronotip, se pravi, da so po naravi, bom rekla, bolj sove in imajo bioritem, da bi šli raje spat kasneje in potem zjutraj dlje časa spijo, se pravi, da jim je zvečer ostati po konci bistveno lažje kot pa recimo starostniku, kjer pa pride do obratnega zamika faze cirkadiane biološke ure, kjer se pa premakne na zgodnejši čas. Ne. Zdaj, tako hitro stanejo, ne? Tudi tako, starejši. Oni grejo zelo hitro spat, tudi po naravi, potrebujejo dejansko v tej starosti že manj spanja, ne? In če zaspijo recimo ob 7-8 zvečer, se zbudijo dejansko sredi noči. In potem tarnajo, kako celo noč niso mogli spati, ampak oni so v tem času tisto svojo potrebno količino spanja dobili. Je pa to v bistvu tudi neka naravna znanost, kot recimo koliko spanja potrebuješ. Tudi to prinese sabo na svet, ali si bolj pozen kronotip ali si bolj zgodni kronotip. Potem pa se dogajajo še te fiziološke spremembe z puberteto in pa potem kasneje v starostnem obdobju. Ker imam 2 sestri, ko so gimnazijki in sta, ena sicer malo bolj, sta pod pritiskom šolskim, treba se učiti, in tako so te gimnazije pri nas, sem s Prekmurja, ne se rabiš, ne vem, pol ure pelati, moraš stati ob 4 zjutraj, ne. In ona pravi, ka ob 3 popoldne že komaj gleda. In to je še eno zanimivo vprašanje, ko pa mi razlagajo, recimo, nekdo se pa je privadil na to in pravi, jaz se rabim 4 ure spanca, jaz sem se že privadil. Sem bil en čas ful zaspan, zdaj pa prav več nisem zaspan. In kaj je recimo hujše, da nekdo se privadi na to, da manj spi, ali pa pač, če je to res slabo, da se je on privadil, ali pa je pač to samo njegovo telo se privadilo, ali kako bi to razložili? Tega se ne moš privaditi, ne, da rečeš, ne vem, genetsko sem bil programiran za to, da rabim 8 ur spanja, zdaj sem se pa jaz navadil na 4 ure. To enostavno ne zdrži, se pravi, sploh na dolgi rok. Pravzaprav že po eni neprespani noči se nam pozna, da smo bolj občutljivi, smo nagnjeni k temu, da posegamo po zelo nezdravi hrani, imamo nek tak craving po visokokalorični hrani, ker že samo ena neprespana noč lahko povzroči, da se nam začne v večji meri izločati hormon lakote in manjši meri izločati hormon sitosti. In vemo, da v bistvu deprivacija spanja nosi enake posledice kot recimo alkoholiziranost. Ne? In tega v prometu pravzaprav nihče ne spremlja. Ne? Se pravi, veliko prometnih nesreč pravzaprav vemo, da je na račun tega, da je nekdo zaspal za volanom. Ne? In pred leti smo imeli neko evropsko akcijo, po kateri potem evropska zakonodaja bila, da vsak, ki ima čezmerno dnevno zaspanost zaradi nekih težav z dihanjem v spanju, recimo, ali pa zaradi nekih drugih motenj spanja, da pravzaprav ne bi smel voziti, dokler se ne diagnosticira in ustrezno zdravi. Kajti vemo, da približno 1/5 prometnih nesreč je posledica tega, ampak med našimi vzroki tega niti nihče ne preverja. Ne? Vedno je običajno pač hitrost ali pa potem alkoholiziranost oziroma izpostavljenost nekim drugim drugam. Tako da brez neke okvare zdravja tega pravzaprav se ne moramo navaditi. Ne? Tako da že, ko je slabo, res slabo, ko se ne da spati ali pa imamo posledice takšne, ko so res opazne, se s tem ne ukvarjamo, pravite. Tako, veliko tega se pravim, sploh se ne zavedamo in tega tudi ne povežemo z spanjem. In če nekaj, če se pogovarjamo o gimnazijcih, ki morajo vstajati ob 4 zjutraj, dejansko, kaj se zgodi, ko postaneš enkrat gimnazijec oziroma mladostnik. Nekako tvoj biološki, se pravi biološka danost je, da postaneš sova, da bi šel spat kasneje, pa bi potem tudi zjutraj raje kasneje vstal. Po drugi strani imaš veliko obveznosti šolskih, ostalih in nekako enostavno potrebuješ več časa in dejansko si takrat, preden greš spat, najbolj buden. Takrat se ponavadi učijo, so izpostavljeni še dodatno svetlobi. Potem je to faza druženja, se pravi, ko pridobivaš družbo, najdeš tudi svojega partnerja, se pravi, že to je nek tak pritisk k zakasnitvi faze biološke ure. Po drugi strani ta socialni pritisk zaradi zgodnega pričetka šolskega pouka, ki pa je v večini krajev v Sloveniji za srednjošolce ali pa za gimnazijce
običajno okoli 7 ure, a ne, in pa nekako potem vodi do tega, da enostavno nimajo dovolj priložnosti za spanje in so kronično neprespani. Kaj pa potem popoldansko spanje? Dostikrat nekako rešujem jaz tudi ta problem, ampak se mi ne zdi, da ga rešim. Grem Ne. spat popoldan, se zbudim slabše, ampak nisem od druge izbire, imam občutek. Isto zdaj, ko smo v gimnazijcih, znam, da je nap time nujen time, ker pridejo domov skantane, ne. Torej pravite, da ni to nekako, da bi vsaj obliždal gor na nekaj slabega. Ne, tako kot ste ugotovili, ne razrešuješ problema, ampak ga vzdržuješ. Ker popoldanski spanec nam sprosti eno dobršno mero spalnega pritiska. Se pravi, v bistvu nekega dolga spanja, ki ga začnemo akumulirati od jutra, ko vstanemo. In če želimo, da bomo zvečer šli lahko spat ob neki normalni uri, je pomembno, da je naša biološka ura, se pravi, tako nastavljena, da poskrbi, da se nam zvečer začne zniževati telesna temperatura, da se nam začne zniževati kortizol in da nam začne naraščati hormon spanja ali melatonin. Po drugi strani moramo pa imeti tudi dovolj spalnega pritiska. Ne? To je pa ta drugi proces pri uravnavanju spanja. Ne? Prvi je cirkadiani proces ali proces C, drugi pa je ta homeostatski proces, ne? Ali proces S. In če bomo sprostili preveč pritiska spalnega preko dneva, potem bomo zvečer težje zaspali, se pravi, bomo šli še kasneje spat. In dnevno spanje ni nikoli enako nočnemu spanju, ker podnevi imamo visoko telesno temperaturo, nič hormona spanja, ne? In to je pravzaprav dovoljeno res samo tistim, ne, ena kratka siesta, recimo po kosilu, ki nimajo nekih težav potem kasneje zvečer zaspati. Za mladostnike pa to ni dobra praksa. Ni, ker potem kasneje, ja. Se mi zdi, da se zavedamo, če ne podzavestno, da če greš popolno spat, zvečer ne boš mogel toliko spati. To so nam že starši govorili, ne vem kdaj, ne. Ampak nekako je bilo neizbežno za mene v enih obdobjih, pa tudi za te gimnazijce, ko sem jih zdaj omenil, ker prije domov preutrujeni, ne. Ampak to so zdaj že prej govorili o problemu, ker pač tak je nastavljen ta socialni ritem tudi, med drugimi, ne. Ja, to bi bilo super nadomestiti recimo z enim sprehodom, a ne, z neko telesno aktivnostjo, ker vemo, da pa neka telesna aktivnost v tem zgodnem popoldanskem času pa pripomore k temu, da zvečer potem lažje zaspimo. Ne. In recimo, če še omenimo to vstajanje, ne, ob 4. uri zjutraj ste omenili, mi odrasli imamo temperaturni minimum tam nekje med 2. in 4. uro. Ne. Zato vemo, da recimo, če včasih Temperaturni minimum pomeni najnižjo telesno temperaturo, ne, ker temperatura se nam zvečer začne zniževati. Ne. Nekje 0,5 stopinje je razlika med večerno in potem tem nadirjem v teh zgodnjih jutranjih urah. In vemo, ne, kakšen je občutek, če gremo kdaj zelo zgodaj na pot, pa vstanemo prej, kako nas v bistvu zebe, kako nas hladi. Ne. In pri enem mladostniku je ta temperaturni minimum premaknen za približno 2 uri. Se pravi, da je med 4. in 6. uro. Ne. Kar pomeni, da praktično konstantno ostaja pred svojim telesnim minimumom. Ne. Se pravi, se takrat res ne počutiš dobro. Ne. Ko imaš višek melatonina, imaš najnižjo telesno temperaturo. Ne. Se pravi, višek hormona spanja in takrat moraš ti vstati in nekam. Ja, meni je bilo spomnim tudi slabo. Jaz sem, poleg toga, da sem se zbudil, pa mi je bilo tako, kot pravite, direkt sem zdaj asociacijo potem, da je bilo malo hladno, pa mi ne bi smelo biti tako hladno, mi je bilo tudi slabo. Prav tako sem imel tudi občutek kisline, ali pa če bi se ful najedel, pa imel vseeno prazen želodec. Takšne občutke sem imel, ker jaz sem se pa tudi vozil v srednjo šolo en čas, ne. To je bilo zanimivo. Nekaj sem ščel prej, pardon. Ko videl sem pri vas na spletni strani, da ste povedali, da je nekako najboljši opazovalec za spanje partner, recimo, ki z vami spi. Zakaj točno? Ali pa recimo pri otrokih starš, ali pa kot pa bolnik sam. Zakaj je to? Zato, ker spremlja, kdaj se zbuja ali to, ali zaradi česa drugega? Na kakšen način se zbuja, ali kje so te prednosti, da nekdo opazuje tvoj ritem spanja? Zdaj, ne gre za to, da opazuje, ampak največ kot oni poročajo o nekih motnjah spanja. Recimo, če govoriva o nekih dogajanjih iz globokega spanja, ki jih imenujemo parasomnije, tako mana nepopolna prebujanja iz globokega spanja, ki jih pri otrocih velikokrat srečamo, zato ker otroci imajo razvojno veliko količino globokega spanja, kot so zbujanja z zmedenostjo ali pa nočni strahovi ali pa hoja v spanju. Takrat se oni tega dogajanja ne zavedajo,
ker gre za neko umestno stanje, možgani v globalu pravzaprav spijo, določeni globoki deli možganov so pa budni. In takrat se teh dogodkov pravzaprav ne zavedajo, čeprav hodijo naokoli, morda se celo pogovarjajo, imajo odprte oči, ampak zjutraj so popolnoma amnestični za taka dogajanja. Potem podobno je recimo motnje dihanja v spanju. Vemo, da je eden izmed glavnih simptomov recimo je smrčanje ali pa Spano, premori ja. dihanja v spanju. In največkrat recimo bolniki, ki pridejo zaradi teh težav v ambulanto, povedo, da jim je recimo partner oziroma partnerka povedala, da smrčijo in da ob tem tudi nehajo dihati. In oni se tega zjutraj pogosto ne zavedajo, samo zbudijo se nespočiti, nenaspani, včasih jih lahko zjutraj boli glava, imajo suha usta, in ne vedo, kaj se pravzaprav dogaja. Kje pa je meja, zdaj, če smo se dotaknili tega smrčanja, da to je smrčanje, ki je normalno, ni nevarno, in tisto, ki gre recimo proti kakšni spalni apneji, ali ko je nevarno smrčanje, da dobimo manj kisika in to, ki je nekako Velikokrat samo z opazovanjem to pravzaprav celo težko ugotovimo, ampak kadar nam nekdo poroča, da imamo dejansko premore dihanja, ki so daljši kot 10 sekund, recimo, takrat je potem to že neke vrste alarm. Potem pa še seveda, če imamo še druge težave, to, kar sem omenila, recimo, se pravi, te jutranje težave, potem, če se po noči zbujamo, pa hodimo na vodo, in če smo čez dan potem čezmerno zaspani, takrat potem nam zvonijo vsi alarmi, da dejansko je treba potem pač to preveriti s snemanjem nočne poligrafije oziroma polisomnografije, da to dihanje v spanju objektiviziramo. Ja. Kaj pa, meni se zdi, da poleg smrčanja pri meni je problem, da se zbujam zelo aktiven. Ko se zbudim, se mi zdi, da bi lahko naredil karkoli. Ko pa stanem zjutraj, pa sem včasih res kak cota. In mi je to tako zanimivo, si želim, da bi se zbudil po noči ob 3, da bi se zjutraj zbudil, tako se zbudam po noči ob 3. Recimo, da se zbudim in z odprtimi očmi se zbudim, pa ni nekega stimulusa, da me nekdo zbudil, ampak samo se tako zbudim in sem buden. In rabim en čas, da zaspim nazaj. Zjutraj, pa ko se zbudim, pa glih kontra. Verjetno je mogoče tudi kakšna povezava. Zakaj se to dogaja? Konstantno se mi dejansko to dogaja, ni to tako zdaj random dogodek. Zdaj, to je nekaj, kar tudi bolj vidimo predvsem pri majhnih otrocih. Zdaj prvič mi moramo vedeti, da to, da se po noči zbujamo, je pravzaprav normalno, zato ker spimo v takšnih ciklusih spanja, ki so dolgi približno 1,5 do 2 pri odraslem, pri otroku pa bistveno krajši. In v tem ciklusu spanja imamo obdobje lahnega spanja, globokega spanja, spanja, v katerem sanjamo. Na koncu vsakega ciklusa spanja se prebudimo, običajno se obrnemo na drugo stran in spimo naprej. Velikokrat naredimo to tako avtomatično, se tega zjutraj niti ne spominjamo. Zdaj, te ciklusi spanja pa niso enakomerno razporejeni preko cele noči, ampak v prvi tretjini noči ali pa rečemo v prvi polovici noči v teh ciklusih veliko globokega spanja. In to je tisto spanje tudi, ki ga naši možgani najprej nadoknadijo, če recimo eno noč spustimo spanje. Se pravi, najprej bomo imeli en velik rebound globokega spanja. Potem v drugi polovici noči imamo pa v teh ciklusih spanja bolj kot ne samo še lahno spanje in spanje, v katerem sanjamo, se pravi REM spanje. In takrat je pa nekoga bistveno lažje prebuditi. In velikokrat vidimo zlasti pri majhnih otrocih to, da je v tem prvem delu noči, se pravi, kot da bi nekako napolnili baterije, takrat tudi sprostiš največ tega spalnega pritiska, zaradi tega, ker marker spalnega pritiska je to globoko spanje. In potem je tako, kot da bi se nekako napolnil baterije, in če imaš zdaj nek stimulus, lahko tudi ostaneš dlje časa po konci, recimo pri majhnih otrocih, če so starši se pripravljeni z njimi ukvarjati, in to so lahko tudi budni 1-2 in potem to spanje nadoknadijo preko dneva. Ampak načeloma, če se vedno zbujamo, pa imamo potem težave ponovno zaspati, je pa to pravzaprav že definicija nespečnosti, vkolikor imamo potem čez dan tudi neke težave, da smo utrujeni, da smo bolj se težje skoncentriramo, da smo manj kreativni, predvsem se najprej manjko spanja pozna na teh izvršilnih funkcijah, se pravi načrtovanju in tudi razpoloženju, recimo. In vedno pri sebi bi izpostavil učenje, pa zapomniti si več zaporednih stvari. Tako, ko manj spim, mogoče, to bi lahko bilo. To je recimo, in to je potem že
kriterij, da postavimo diagnozo nespečnosti. Se pravi, če se ponoči zbujamo in ne moramo več nazaj zaspati, pa potem pa imamo čez dan neke dnevne posledice, ker pomembno je, da pri vseh motnjah spanja praktično imamo potem tudi neke dnevne simptome. Se pravi, ni samo dovolj, da nekdo reče, jaz sem se zbudil sredi noči, pa nisem mogel potem več spati, potem pa čez dan normalno funkcionira. Potem pač očitno ima samo manjšo potrebo po spanju, ne pa nespečnost kot tako. Kaj pa bi rekli pacientom ali ljudem, ko pa grejo izčrpani v posteljo, res izčrpani, kako ste rekli, nobenih izvršilnih funkcij več ne morejo opraviti, ampak ne morejo zaspati. Dostikrat sem to slišal. Tako sem utrujen, pa zaprem oči, pa gledam, pa ne morem zaspati. Je mogoče, prvo bi vas vprašal, kaj je vzrok za tem, oziroma zakaj pride do tega, drugo pa, ali potem, ko se to enkrat zgodi, dvakrat, da že tretjič, že zaradi same tesnobe in pritiska enostavno ne moreš. Ja, to, kar ste zdajle omenjali, je točno tako. Zdaj, seveda, tukaj moramo najprej razlikovati utrujenost pa zaspanost. To ni eno in isto. Zdaj, če smo mi utrujeni, bo nek počitek nadoknadil, medtem ko, če smo mi zaspani, lahko to nadoknadimo samo s spanjem. Se pravi, noben počitek ali pa odpiranje oken v avtomobilu ali pa kava ne bo povzročila in nadomestila manjka spanja. Tako da zdaj vedno svetujemo, da se od postelje odpravimo takrat, ko čutimo zaspanost. In da dejansko ta čas, ki ga preživimo v postelji, je enak času spanja. Kar pomeni, da če ne moramo zaspati, mi seveda se vedno v ambulantah tudi nekako zelo natančno vzamemo to anamnezo spanja. Včasih so lahko tudi kakšne motnje gibanja, tiste, ki nam zvečer otežujejo uspavanje, recimo sindrom nemirnih nog, ki se neprijetni občutki, ki se pojavijo v nogah, ko se zvečer poskušamo umiriti, in moramo zaradi teh občutkov potem noge premikati in z njimi gibati in zaradi tega težko zaspimo. Ampak to, kar ste rekli, da nas začnejo prevevati neki občutki neke zaskrbljenosti, tesnobe, je ta osnova za, kot rečemo, psihofiziološko nespečnosti. Če veliko časa zvečer preživimo v postelji, takrat, ko nismo zaspani, ali pa poskušamo spati zato, ker nam je nekdo zaukazal, da moramo iti zdaj v posteljo, ali pa recimo nas skrbi, ker moramo zjutraj zgodaj vstati, pa bi šli radi prej spati, potem se točno to začne dogajati. Se pravi, začnemo se razmišljati, kaj se nam je zgodilo danes, kaj nas čaka jutri. Potem, če imamo zraven sebi uro, začnemo pogledati na uro, postajamo vse bolj in bolj zaskrbljeni, ker je ura že toliko, mi pa še vedno ne moramo zaspati, pa moramo zjutraj vstati in tako naprej. V teh primerih vedno rečemo, kolikor ne moramo zaspati, v 20 minutah, pol ure, vstanemo, zapustimo posteljo, gremo v soseden prostor in ob neki nizki osvetlitvi delamo neko sproščujočo aktivnost, beremo, rešujemo križanke, karkoli. In ko spet čutimo, da postajamo zaspani, spet poskušamo iti spati. In enako delamo po noči, ko se zbudimo in ne moramo več nazaj zaspati. Se pravi, ko se ni smiselno se boriti, da bi zdaj se vlegel v posteljo, zdaj pa tako dolgo se vam boril v tej postelji, tam zaspal, dokler ne more res zaspati. Ne, zato ker točno to, kar ste omenili. Načeloma, ko mi pogledamo posteljo, moramo povezati s spanjem. Če mi imamo veliko takšnih izkušenj, da smo ležali v postelji in se trudili s spanjem, in potem enostavno že pride že ta zaskrbljenost že proti večeru, ko že pogledamo na posteljo, že postanemo zaskrbljeni, ker vemo, da spet ne bomo mogli zaspati. In potem ta zaskrbljenost potem prevlada, da dejansko tega ne zmoremo. No, ampak to recimo, ko pa bi se zdaj jaz vzel 20 minut, šel nekaj brati ali karkoli in bi spet postal izčrpan, oziroma utrujen in bi šel nazaj spat, in čeprav čutim to izčrpanost, enostavno ne morem zaspati. Insomnija, recimo, vi seveda veste dosti več kot jaz, ampak sem imel enega prijatelja, ko je rekel, da karkoli sem naredil, lahko sem stal, ne vem kaj vse, že takrat z nekimi energijami poskušal, ni mogel zaspati. Kakšno je to doživetje? Kaj povejo pacienti? Kako se počutijo? Mislim, kakšni občutki so to, ko si ti utrujen, pa zapreš oči in brni, pač ne moreš zaspati? Ja, se pravi, čisto tako, možgani se vklopijo. Nespečnost je bodisi težave pri uspavanju, bodisi to, da se po noči zbujamo, ali pa da se zbudimo zgodaj zjutraj in ne moremo ponovno zaspati. In če se nam to pojavlja več kot 3 mesece, več kot 3 noči na teden,
je potem to klinična definicija nespečnosti, pri čemer, tako kot sem rekla, moramo imeti tudi neke dnevne težave, a ne, se pravi, da težko funkcioniramo, da smo razdržljivi, in podobno, a ne. Zdaj, tukaj se moramo vedno vprašati, a ne, nespečnost je lahko tudi v povezavi in lahko simptom nekih drugih motenj, a ne, predvsem čustvenih motenj v smislu anksiozno-depresivne simptomatike, a ne, kaj je tukaj kokoš in kaj je tukaj jajce, a ne, se pravi, tudi na te stvari moramo misliti, ker je tukaj pomembno zdravljenje, a ne, ker veste, če nas glava boli zato, ker imamo korekcijsko motnjo vida, potem si bomo z analgetikom malo pomagali, a ne, se pravi, da je treba najprej to odpraviti, a ne. In v teh primerih dejansko, recimo, ne, je potem potrebno včasih uvesti tudi medikamentozno terapijo. Čeprav prva terapija nespečnosti je vedno to, kot sem rekla, vedensko-kognitivna terapija. Ne glede na to, se pravi, kako se počutimo, bomo to izvajali. Se pravi, če ne moramo zaspati, gremo ven iz postelje. In potem zjutraj vstanemo, ne glede na to, a smo tisto noč spali morda samo 3-4 ure, ker s tem povečamo potem spalni pritisk za naslednjo noč. A ne, kajti zelo narobe bi bilo potem, da nekako, ko uspemo pol zaspati, pa spimo pač nedoločeno dolgo do zjutraj, ker potem bomo že spet naslednji dan imeli lahko težave, a ne. Tako da Če tukaj... se držali enega ritma, ker je potem to dobro za naprej, nekega načrta se drži posameznik, da mu te nekako to spelje se. Ja, to je osnova dobre higiene spanja, se pravi, da gremo vsak dan spat v isti uri in v isti uri tudi vstanemo, recimo, ne, ker vemo, da če to stalno izvajamo, da pravzaprav se začnemo zbujati tik pred budilko. Zaradi tega, ker naša notranja biološka ura v bistvu vse ritme v telesu usklajuje, ne. In en primer, recimo, neusklajenosti je jet lag. Takrat vemo, da se ne počutimo dobro, a ne. Ko gremo čez več časovnih pasov v kratkem času, potem naša notranja biološka ura potrebuje, recimo za neko 6-urno časovno razliko, kot je vzhodna ameriška obala, potrebuje približno 2 dni in tiste 2 dni se ne počutimo dobro, a ne. In zato je ta usklajenost naših ritmov tako pomembna, ne. Včasih se je veliko govorilo samo o tem, koliko je potrebna količina spanja, danes pa govorimo bolj o tem urejenem spanju, kajti tudi to vemo, a ne, da vodi v večjo obolevnost, v skrajšano življenjsko dobo, če imamo kronično nek nereden ritem, a ne. In recimo tisti ljudje, ki imajo pač težave zaradi tega nerednega ritma, recimo zaradi izmenskega dela, vemo, da so nagnjeni bolj predvsem tudi k določenim karcinomskim obolenjem. In recimo v nekih bolj razvitih državah, recimo so ženskam, ki zbolijo za rakom dojke, pa nimajo nekih drugih genetskih dejavnikov tveganja in so delale 40 let v izmenskem delu z nočnim turnusom, se jim potem to prizna kot poklicno obolenje, recimo. Zanimivo. Ker jaz sem bil prepričan, preden sem se malo kaj poglabljal, da če spim časovno dovolj, se pravi, zdaj, če imaš 24 ur, sem spal 8 ur, lahko 4 po noči, 4 popoldan, da sem tam, sem se napolnil, ne, isto. Takšno razmišljanje sem imel, ampak zdaj pravite, da je bolj pomemben neki reden urnik, te nočne smene oziroma smensko delo škoduje, ni primerno. In točno to, ne samo pač reden, tudi ljudje smo cirkadiane bitja, ki spimo v nočni fazi, a ne, in tako kot sem rekla prej, dnevno spanje ni nikoli enako nočnemu spanju. Po noči, a ne, se nam zniža telesna temperatura, znižajo se prebavni hormoni, izloča se hormon spanja melatonin, vsega tega čez dan ni. In zato je pomembno pravzaprav, kje je ta časovna umeščenost spanja. To zdaj razmišljam pri sebi, vedno dan sebe, nekako za primer, to mi je malo narodno, samo tako provam se podoživeti s tem, kaj govorite, pa nekako zdaj ugotavljam, že prej, ko sem se pripravljal, pa zdaj, ko vi razlagate, da je dejansko dosti mojih težav bi se rešilo s tem, da bi imel isti ritem spanja, da bi spal nekako, ne bi spal popoldan, ne bi počival, pa da bi recimo imel cel teden isti ritem. Ker zdaj, ko smo tu na faksu, pa tako zjutraj nekje vstanemo, gremo nekaj delati, čez vikend mogoče drugače, ne. In čudno mi je, ko včasih prijem z vikenda utrujen, in itak to krivim vse drugo, da smo mogli tja pa sem, ampak mogoče pa samo spanje, ne, mogoče pa mogo res si urediti spanje. Ja, ta socialni jet lag, ne, ki ga veliko mladih izkuša preko vikenda, je tudi dodaten problem, ne. Tudi recimo starši velikokrat rečejo, pa se med tednom ni mogel dovolj časa spati, pa ga pustijo potem, naj se saj ne spi med soboto, nedeljo, ne, in potem zamaknejo fazo jutranjega prebujanja praktično do kosila, ne. Ampak to je čisto isti efekt, ne, kot da bi prepotovali več časovnih pasov, a ne.
Zdaj predstavljate, da greš vsak vikend za 2 dni v Ameriko in ravno ko se tvoja biološka ura navadi na tisti ritem tam, prideš nazaj. In zelo težko je recimo, če si zdaj 2 dneva spal do recimo 11, 12 dopoldan, seveda se temu ustrezno zamakne ura večernega odhoda k spanju, zelo težko je potem pričakovati, da bomo pa v nedeljo zvečer lahko šli pa kar prej spat, zato ker moramo v ponedeljek zjutraj prej vstati. In je ponovadi potem ta nedeljska noč najkrajša, kar pomeni, da že štartamo v teden z izrazitim manjkom spanja. Mogoče tudi tu razlog, ko veliko ljudi mi pove, da recimo, da šel sem spat ob 3 zjutraj in sem se zbudil ob 7 in sem se počutil boljše, kot en dan prej, ko sem šel spat ob 10. Nekako mogoče je samo ta konsistenca, ne vem, da vedno nekako probam iti ob isti uri spat. Ampak zakaj zdaj se on počuti boljše? Ker to sem tolikokrat že slišal, da sem spal 3 ure, ne vem, šel sem 3 spat, počutim se boljše. Jaz zjutraj sem bil ready to go. Gre za to usklajenost ritmov, in predvsem tudi se pravim za kronotip. Kaj ti je lažje, kaj ti je težje. In pozen kronotip nima nobenih težav zvečer ostati buden dlje časa. Medtem, ko seveda dolgoročno mi ne moramo pač tega narediti, ker ta dolg spanja nas bo ujel, se pravi, da ne moramo kar več noči tako malo spati. Ampak ta urejenost ritmov je pomembna in cirkadiana fiziologija pravzaprav preve vse. Zdaj recimo jemljemo različna zdravila pač na določene časovne intervale glede na farmakokinetiko in farmakodinamiko. Vemo, da v prihodnosti verjetno bo to doziranje recimo terapije bistveno bolj individualizirano in prilagojeno človekovemu kronotipu, se pravi, kdaj je boljš vzeti. Se vedno dostikrat omenjam recimo neko predavanje, ki se mi zdaj zelo zanimivo, nekega kardiokirurga, ki je delal študijo, kakšna je brazgotina srčne mišice ob operaciji, vkolikor je ta izvedena ob 7 zjutraj ali pa ob 11 dopoldne. Je ugotovil, da ob 7 zjutraj, ko pravzaprav imamo naraščanje temperature, naraščanje stresnega hormona, da je brazgotina bistveno večja kot sredi dopoldneva. In zato tudi recimo ni naključje, da se največ miokardnih infarktov zgodi v zgodnjih jutranjih urah. Tako da v bistvu vse dejavnosti, vse funkcije v našem telesu imajo neko cirkadiano ritmiko. Pomembno je, da so vsi ti procesi usklajeni. Ker če pa živimo v nekem konstantnem kroničnem jetlagu, pa pravim, da dokazano to okvarja zdravje in vodi v različna karcinomska obolenja, v srčno-žilne obolenja, možgansko-žilne obolenja. Kaj pa recimo po noči, kaj pomenijo, zdaj prej smo se že malo dotaknili tistega, ko se napolnimo in potem je en del spanja, ko pa recimo otroci, ko se lahko starši z njimi ukvarjajo uro, 2. Kaj pa recimo tudi pri starejših ali pa komorkoli, kričanje, govorjenje, neko resne fizične aktivnosti, ko so totalno, kako ste rekli, amnestične, da se posameznik enostavno ne spomni. Kaj nam telo s tem sporoča? Mislim, to je kakva povezava, zdaj mogoče v tvojem telesu se dogaja to pa to pa to, zato je med spanjem si tak fejs aktiven. Kaj nam sporoča? Zdaj, načeloma vse to, kar ste omenjali, uvrščamo v kategorijo motenj spanja, ki jim rečemo parasomnije. Se pravi, to so neka dogajanja, ki se dogajajo v spanju, bodisi neke senzorične, motorične dogajanja, in velikokrat je pri vseh teh v prvi meri prisotna neka genetska nagnjenost, in potem recimo sploh za te dogodke, te kričanje v sklopu nekih nočnih strahov, je tudi bolj izrazito takrat, kadar imamo več globokega spanja. To pa je takrat, kadar gremo bolj utrujeni spat, kadar gremo recimo bolj pozno spat ali pa nam manjka spanja. Se reka, da če nam manjka spanja, najprej potem nadoknadimo to globoko spanje. In še posebej otroci imajo ta prehod iz lahkega spanja v globoko spanje izrazito hiter. To so neke patologije, se pravi, neke motnje spanja, ki jih obravnavamo, pri čemer recimo nekatere, kot je govora o spanju, nimajo pravzaprav nekega pomembnejšega vpliva na samo kvaliteto spanja, da bi imeli potem čez dan neke težave, ampak so pač neke posebnosti, ki jih posamezniki imajo pa te posebnosti veliko pravzaprav genetsko komponento. Genetsko pravite. Tako, zdaj, nevarne so pa predvsem tiste, recimo kot je hoja v spanju, ob katerih
zapuščamo posteljo, ne. Takrat vedno rečemo, da je treba poskrbeti za varnost, ker takrat nimaš zavedanja, po drugi strani pa hodiš naokoli. In velikokrat imajo neko tendenco, da grejo ven iz prostora, da grejo lahko skozi vhodna vrata, lahko grejo skozi balkonska vrata in padejo z balkona, recimo, padejo skozi okno in podobno, ne. To so te nevarne situacije. Medtem ko samo to dogajanje pa pravzaprav velikokrat ni, še posebej, če se to dogaja recimo pri nekaterih samo ob nekem vročinskem obolenju ali pa ob neki okužbi, ki tudi spremeni samo strukturo spanja, takrat imamo malo več globokega spanja, pa se te dogodki lahko javljajo, recimo. To kričanje, govorjenje nima nekega večjega patološkega problema. Pravim, potrebno je videti, recimo sploh pri kričanju, za kakšne vrste gre, ne. Imamo tudi določene epileptične napade, ne, kjer imamo lahko neko tako simptomatiko, ne. Tako da Kako pa bi, pardon, da sem vas prekinil, kako bi v praksi ločili recimo med to motnjo spanja, ne? Kakšen je protokol med motnjo spanja in nekim nevrološkim napadom, epileptičnim napadom? Kako se lotite tega, da bi to razčlenili? Tako kot pravzaprav vseh drugih obravnav motenj spanja, ne, tukaj je zelo pomemben ta res podroben opis, po možnosti tudi nekega zunanjega opazovalca, ne. In zato so te obravnave kar dolgotrajne, ne, zato recimo se dogaja, da imamo problem blazno prevelike predpisa hipnotika, ne, ker čim nekdo izpostavi težave s spanjem, ne, največkrat se to potem enači z nespečnostjo, čeprav mi imamo več kot 90 različnih motenj spanja, ne. Se pravi, na ta način je potrebno točno pridobiti natančne informacije, kdaj se te dogodki dogajajo, kako izgledajo, ali jih karkoli lahko sproži, recimo, ne, in recimo neka prepoznava nekih motenj prebujanja iz globokega spanja pa epileptičnih napadov. Epileptični napadi so ponavadi pogostejši, niso vezani na določeno fazo spanja, ne, ampak se praktično pojavljajo preko cele noči. Potem so običajno kratkotrajnejši, so bolj stereotipni, a ne, se pravi, da so vsi enaki. Velikokrat nam zelo pomaga, recimo že pri samem prepoznavanju kliničnem, če uspejo te dogodke posneti. In recimo, ne, v zadnjih 20 letih največja revolucija na področju epileptologije so pametni telefoni, kjer dejansko se veliko teh dogodkov lahko posname in potem izkušeni potem opazovalec, recimo, oziroma pač nekdo, ki je izkušen na tem področju, lahko že velikokrat že samega video posnetka potem razbere, za kakšne vrste dogajanja gre. Kaj pa pametne ure? Ko spiš z pametno uro, to je, ne vem, bral sem zdaj kako sem se pripravljal zdaj na ta podcast, pa se mi je zdelo, da je nekako, ne vem, ko neki vitaminski dodatki, sem feeling, da je bolj marketinški point bil v celi predstavitvi te ure. Tako, ja, to je zdaj kar neke vrste trend, ne. Če sva še prej govorila, da včasih se spanju premalo pozornosti posveča, pa mogoče zdaj v tem času, a ne, kot ste rekli, prehranskih dodatkov, tudi spanje nekako ob prehrani, a ne, se vriva noter, ne, tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje zdaj to nekako poskuša te mejnike oziroma te stebre zdravja nekako potem stlačiti v isti koš, a ne. In se veliko ljudi zdaj pa mogoče včasih celo pretirano ukvarja s svojim spanjem na neznanstven način preko raznih takih pripomočkov in poznamo celo neko novo diagnozo motnje spanja, ki jo imenujemo ortosomnija. In to pomeni, da dejansko ta naša pretirana zaskrbljenost, se pravi, ko zjutraj preverimo, koliko smo imeli globokega spanja, koliko smo spali, koliko smo se prebujali, a ne, vodi v to, da postanemo do neke mere, rekla, obsedeni oziroma zaskrbljeni nad lastnim spanjem, a ne, in to potem lahko dejansko vodi v pravo nespečnost, a ne. In ta ortosomnija je takšen pač pojav, pri čemer pa te metode so vse zelo nezanesljive. Mi spanje lahko merimo samo z elektrodami, ki jih imamo na glavi, kjer snemamo možgansko aktivnost, kjer potem beležimo gibe v česni zrkel in pa potem električno aktivnost mišice, se pravi elektromiogram. To so te trije nujni parametri, s katerimi lahko določamo faze spanja. Neka ura, ki jo imamo na zapestju, nam samo posredno preko pulza, preko simpatikotonusa poskuša, bom rekla, ugibati, v kateri fazi spanja smo, ne. Kako bi pa to zdaj potekalo, da bi se jaz odločil, jaz bi pa rad zdaj res videl, kako jaz spim. Z EEG-om, kam bi mogel priti, recimo, da je prišel do vas, kako bi to izgledalo? Bi jim dali tisto na glavo, ker smo imeli pri fiziologiji vaje, smo to provali, pač tako za 1 uro, ne?
to mi date gor, potem kaj, spim 8 ur ali? Ja, točno tako, ne. Se pravi, temu se reče v bistvu metoda nočne polisomnografije, kjer beležimo več fizioloških parametrov in to je zlati standard za preučevanje spanja. No, kot sem rekla, te trije glavni parametri so možganska aktivnost, ki jo beležimo pač z elektrodami na glavi, se pravi EEG, potem elektrookulogram, kjer z elektrodami ob očeh beležimo in zaznavamo te hitre očesne gibe, s katerimi lahko prepoznamo REM fazo spanja, in pa elektromiogram, običajno na bradi, s katerim beležimo mišični tonus in spet zaznavamo mišično atonijo v REM fazi spanja. To so te trije nujni parametri, potem pa ob tem snemamo tudi, se pravi, dihanje na dveh nivojih, saj se pravi na nivoju pretoka zraka skozi nos in pa na nivoju torako-abdominalne impedance, s tem, da lahko zaznavamo dihalne premore, ves čas merimo EKG, saturacijo in pa velikokrat potem tudi elektromiogram z nog, zato da lahko prepoznavamo gibe, predvsem periodične gibe nog za diagnostiko motenj gibanja v spanju. Samo to, če si zdaj prav nekako predstavljati, vse noge, brada, kakšni so to prostori, ki je pacient? To je, kako to izgleda, ne? Ker zdaj nekako se mi zdi, da je to ogromno stvari priklopljenih na meni in zdaj pa moram spati, da bomo te izmerili, kako ti spiš. Kako je ta postopek? Zdaj, ta postopek namestitve elektrod traja približno 2 uri. In dejansko potem nekako se pacient pričakuje, da z vsemi temi kabli, ki jih ima na sebi, potem zaspi in ves čas ga snemamo in opazujemo s kamero. Zdaj, laboratorij za motnje spanja naj bi bil čim bolj podoben spalnici, ne, se pravi z nek tak pač prijeten prostor, da bi ta efekt prve noči bil pravzaprav čim manjši. Zdaj, lahko si predstavljate, da je število teh laboratorijev zelo omejeno, pri čemer moram pa poudariti, da recimo najpogostejša motnja spanja, kot je nespečnost, ne potrebuje laboratorijskega snemanja spanja, ne. Medtem ko takšno vrsto snemanja potrebujejo motnje dihanja v spanju, motnje gibanja v spanju, nujno za diagnostiko recimo hipersomnij in podobno, ne. Zato je današnji trend seveda predvsem gre razvoj naprej v razvoj aparatov, ki omogočajo pravzaprav že polisonografijo na domu, se pravi, da in so tudi že razvoj takšnih aparatov, da so nekako te naprave tako razvite, da si jih pacient lahko pravzaprav sam nastavi, ne. Se pravi, imamo že tako imenovane te self-applied naprave, s katerimi dovolj dobro lahko zaznavamo spanje, seveda recimo na domu ponavadi nimamo video posnetka, ne, ki je za prepoznavo nekih takih dogajanj v spanju nujen pravzaprav za diagnostiko parasomnij recimo, ne, ker takrat običajno v samem spanju nekih posebnosti ne vidimo, ampak če uspemo take dogodke posneti, je pa potem to razlikovanje teh dogodkov od nekih epileptičnih pojavov dosti enostavno, ne. In ta self-applied princip je kar razširjen, ali je to novost pri nas? To je zdaj novost, recimo tudi jaz sem bila udeležena v nekem projektu, ki se je zdajle zaključil in sicer velik 20-milijonski projekt Horizon 2020, ki je zajemal pravzaprav velik del centrov v Evropi, kjer so ravno pravzaprav razvijali to, se pravi, kako bi lahko z nekimi napravami na domu zajel ne samo ene noči, ampak da bi lahko imel dejansko snemanje preko večjih noči, ravno zaradi tega učinka prve noči, se pravi, da je morda prvo noč spanje zaradi vseh teh kablov, ki jih nismo navajeni, slabše, in je dejansko so pokazali, da pravzaprav so s temi novimi metodami, se pravi z novimi aparati, ki zdaj počasi prihajajo na tržišče, je to pač možno, da tudi pacienti sami, ko se to nastavijo, se nekako razverzirajo, da tudi nimajo, ne poročajo o velikih težavah, tretjo noč je pravzaprav to že čisto enostavno. Tako da s tem pravzaprav bomo tudi dosegli večjo dostopnost do te diagnostike, kajti takšno laboratorijsko snemanje spanja je zelo drago in kot sem rekla, zelo omejeno. V Sloveniji imamo v bistvu 2 centra, se pravi, eden je za otroke v Splošni bolnišnici Celje, za odrasle je na UKC Ljubljana na nevrološki kliniki, potem je pa še center na Golniku, ker tudi delajo nočno polisonografijo, ampak oni se pa bolj pretežno ukvarjajo samo z diagnostiko motenj dihanja v spanju, ne. Ampak se mi zdi, da mora se narediti en korak še pred tem, ker zdaj recimo tudi
ko sem se učil zdaj za javno zdravje izpit, se mi zdelo, da smo omenili ogromno dejavnikov tveganja za različne javnozdravstvene probleme, ampak nikoli spanja. Se mi zdi, da nekako spanje je ne bi rekel, da je zapostavljeno, jaz tudi se nisem preveč s tem ukvarjal, da bi zdaj bil v teh fieldih, ampak da bi promocija tega nekaj, kar se mora spremeniti pri posamezniku, če želi boljše rezultate svojega zdravja, da lahko mi prijemo zdaj naprej, zdaj pa za vas ponujamo pa ta self-applied, ki vam bo pokazal točno, kako spite, če pa mene sploh v osnovi ne zanima, kako spim, ne bi nekako označil to kot problem. To se mi je zdaj zdelo, ko recimo ste rekli za raka dojk, da je tudi nek dejavnik tveganja nespečnost. Omenili smo dosti dejavnikov, ki so bili, ampak nikoli spanje. Ja, ne, dejavnik tveganja ni nespečnost, ampak ta neurejenost ritmov, se pravi, cirkadiana motnja ritmov budnosti in spanja so ena posebna kategorija, Ampak, sej tukaj recimo na nivoju Evrope, jaz sem tudi podpredsednica klinična Evropskega združenja za raziskave spanja in tukaj zdaj v zadnjih letih zelo nekako se usmerjamo tudi v to, v ta awareness, se pravi, lansko leto smo imeli prvič pilotni projekt opozarjanja na pomen spanja z tako imenovanim celim mesecem spanja, recimo nekako smo se odločili, da bi bil to marec in letos smo to tudi izvedli, recimo letos je bila bolj tematika za otroke, nekako pijama day, ki naj bi recimo tudi v končni fazi adresiral tudi odrasle, da se ta dan odpravimo v recimo na delo v pižamah, da s tem poudarimo, da je ta del življenja, ki ga preživimo v pižami v postelji, zelo pomemben, recimo. Potem tudi na nivoju Svetovnega združenja za spanje pa že več kot 15 let poteka Svetovni dan spanja, kjer vsako leto, običajno je to zadnji petek pred spomladanskim enakonočjem, in vedno se zbere neka tematika, s katero se želi upozoriti. Recimo, tako je bila eno leto posvečena tematika motnja spanja pri otrocih, potem eno leto tematika, ravno takrat, ko sem omenjala to kampanjo, ki je zajela nek avtobus, ki je potoval preko cele Evrope, v vseh prestolnicah se ustavil in opozarjal na problem zaspanosti za volanom zaradi motenj dihanja v spanju. In recimo takrat je bila tudi ta simptom. In tukaj je bilo zelo aktivno v bistvu slovenska skupina za spanje, naše strokovno združenje, že od samega začetka. Zdaj pred 6 leti pa je to prevzelo pobudo Nacionalni inštitut za javno zdravje in oni zdaj nekako pač imajo neko skupino, ki ob tej priložnosti vedno prevedajo to izjavo in to skupno izjavo potem najdejo različne partnerje, zdaj vsako leto je teh partnerjev več, in potem so tudi pripravili, pač prevedli ta gradiva o sami higieni spanja, o potrebni količini spanja, tako naprej, nekako poskušajo tukaj, se pravim, delovati, ampak tukaj bi pa spet želeli kot strokovno združenje opozoriti, da spet, bom rekla, ne zbanaliziramo vsega, da je pač težava s spanjem izključno problem neke higiene spanja ali pa tega, da sam ne storiš dovolj za svoje zdravje, za svoje spanje. Kajti moramo vedeti, da na področju somnologije imamo bolezni kot v vseh ostalih področjih. Recimo centralne hipersomnije, motnje dihanja v spanju, to so bolezni. Tukaj ne gre za nekaj, kar bomo samo z svojim drugačnim načinom življenja, se pravi s prehrano, gibanjem in potem urejenim spanjem to razrešili. Tega ne bomo razrešili. To je v bistvu ni samo, je seveda javno zdravstveni problem, ampak to je tudi pač medicinski problem. Bolezni kot vse ostale, ki se jih pa pogosto premalo zavedamo in njih premalo vemo. Ja, mogoče sem malo presplošil. Dejansko tako pravite, pač bolezni, ki niso samo, da bi, zdaj pa jaz nekaj si uredil, to je tako, če bi imel nekšno nevrološko drugo bolezen, ki pa ni točno povezano s spanjem. Ni zdaj samo tako, da bom jaz, B12 dosti pojedel, pa nekako razlika. Tako, če zboli za narkolepsijo, je to pač nevrodegenerativno obolenje. Ja, seveda je pomembno, da recimo si poskušaš tudi čez dan nekako neke dnevne počitke in tako naprej, ampak osnovna terapija je pač medikamentozna, s katero poskušaš, se pravi, nekako nadomestiti učinek nevrotransmiterja, ki ga nimaš, se pravi hipokretina oziroma oreksina, bolezen kot vse ostale. Zato ne želimo nekako tukaj biti previdni, da se ne bo
vse skupaj, še posebej, če bomo o spanju govorili vedno samo v kontekstu prehrane in gibanja, ne? Da je pač seveda veliko je v naših rokah z dobro higieno spanja, ampak obstaja pa cela vrsta bolezni na področju somnologije, ki so bolezni kot vse ostale, ki imajo pač potrebujejo ustrezno diagnostiko in tudi ustrezen način zdravljenja. Ja, ne smemo. Jaz sem mogoče malo tako bil v tem mišljenju, da recimo kajenje je eno izmed najbolj preprečljivih dejavnikov tveganja za dosti stvari, ampak ni vse v naših rokah, kak je pri kajenju, ne. Mi samo nehamo in ni več tega, ne. Pri spanju pa pač obstajajo nekšne nianse, pač ni to zdaj nek. Ja, pa tudi pri kajenju, a ne, ko pač se razvija pač odvisnost, a ne, je tudi to pač bolezen, ne, se pravi, ne moremo kar enostavno pač reči, danes pa neham, a ne, velikokrat je to lahko To težava. mi je zanimivo zdaj skozi ta pogovor, časovno spremljate vi, ker jaz zdaj malo nisem gledal. Sem, da greva počasi proti koncu. Ja. Še eno na koncu zdaj recimo, ker je nasvet za izboljšanje spalnih navad recimo, je sicer pravila in bi bilo odlično, da se ga izvede, ampak se ga najtežje izvede pri posameznikih. Ali je to mogoče, da se držijo tega ritma, grem vedno isto v isti uri spat, probam isto vstati, recimo, ko ne morem spati 20 minut, grem brati knjigo v neki light svetlobi. Kaj je najtežje? Nekako, kateri nasvet je najtežje upoštevati? Ja, verjetno ravno tega, kot ste rekli, ne, to so te osnovni principi vedenjsko-kognitivne terapije, ki jo sicer izvajajo potem psihologi, a ne, ampak ta recimo, da dejansko, če ne moremo spati, da se odpravimo ven iz postelje in da izvajamo neko mirno aktivnost. Velikokrat je to ljudem zelo težko narediti, a ne, ker vedno poskušajo nekako, ja, zdaj moram ležati v postelji, v temi, a ne, pač čakati, a ne, zato, da bom zaspal, ne. In velikokrat seveda si utrujen, a ne, težko vstaneš in greš v drug prostor. Veliko lažje ti je pač nastati v postelji, a ne, mogoče tega se niti dobro ne zavedamo. Tudi včasih je težko vzdrževati, a ne, stalno uro. Sej, a veste, to zdaj ne pomeni, zdaj, če za nekega mladostnika, ki mora vstajati ob 4 zjutraj, zato da bo šel v šolo, to ne pomeni, da mora tudi v soboto, nedeljo vstati ob 4 zjutraj, a ne. Pomembno pa je, da ta premik ni večji kot recimo uro do maksimalno uro in pol. In še tisto, recimo, kar lahko zelo veliko naredimo, je ta izpostavljena svetlobi. Se pravi, če bomo zjutraj izpostavljeni svetlobi, če bomo v soboto, nedeljo vstali zjutraj, a ne, in šli za pol ure ven na sončno svetlobo, bomo šli zvečer lažje spat, ker svetloba zjutraj vpliva na to, da našo notranjo biološko uro in njeno fazo pomakne na zgodnejši čas. Obraten način pa ima svetloba zvečer, a ne. Telefon. Telefon, ne, to je tudi ena izmed teh, bom rekla, današnjih teh težkih navad, ki jih imamo. Pa veliko teh razvad, veliko ljudi še vedno recimo, ne, ima v spalnici televizijo in gleda televizijo ob uspavanju in tako naprej, a ne. In vse te stvari, a ne, sploh te naprave, ki vdajajo modro svetlobo, ne, niso zaželene, čeprav z novejšimi raziskavami vemo, da to ni tako zelo, ne, kot smo nekoč pač predvidevali, ne, tudi ta sam efekt recimo druženja, ko imamo telefon, pa smo na nekih družabnih omrežjih, pa smo v neki komunikaciji, a ne, ki nas vzdržuje budna, je pravzaprav še bolj problematičen kot pa sama osvetljenost, a ne. Zakaj pa? Če se jaz recimo z nekom pogovarjam prek SMS-ov, je bolj težavno, kot pa če recimo nekaj gledam? Pravim, zato, ker nove raziskave kažejo, da ne, vedno smo govorili, ne, ta efekt modre svetlobe, ki zakasni dodatno tvojo fazo notranje biološke ure, da ta učinek ni tako zelo velik, da je ravno tako velik učinek to, da smo budni zato, ker imamo neke vrste drive, ker ljudje, večina nas, a ne, se cirkadiani geni, oziroma urni geni v naši cirkadiani biološki uri prepisujejo s periodo, ki je nekoliko daljša kot 24 ur. Kar pomeni, da bistveno lažje si podaljšamo dan, a ne, zato imamo tudi manj težav pri prilagajanju na nov ritem, kadar potujemo proti zahodu, kadar si podaljšamo, a ne, dan, medtem ko težje ga skrajšamo. In vse to nas vzdržuje budno, smo mentalno aktivni, razmišljamo, a ne, medtem ko je zvečer čas, da bi se začeli počasi umirjati, a ne, za neko zmanjšanjem svetlobe, tudi z nekim zmanjšanjem te neke miselne aktivnosti, ne. In potem vsi te telefoni, s katerimi pač spimo, ponavadi ob postelji, a ne, če si jih pač ne stišamo, neka glasovna sporočila in vse to, kar prihaja, nas lahko tudi potem pač prebuja in moti, a ne.
Lahko še zadnje vprašanje vam postavim. Kaj pa, ko greste spat? Oziroma ne vi, pač, kaj svetujete nekomu, ko gre spat? Kaj pa naj razmišlja? Ker meni se zdi, ko jaz grem spat, vedno nekaj razmišljam. Pač. Nikoli ni tako, da bi recimo se osredotočil samo na dihanje ali pa ko bi kaj štel. Vedno se vležem in nekaj razmišljam in ne bi rekel, da imam težave za spat. Ne? Kaj vi predlagate? Zdaj, to je pomemben dejavnik, ki ste rekli, ne težave za zaspati. Jaz pravim tako, tisti, ki nima težav, pa ki dobro funkcionira, potem so tudi kakšna odstopanja pač dovoljena, ne? Tako kot je recimo neka siesta ali pa mogoče potem mal podaljšanje spanca med vikendi, a ne. Ampak tisto, kar je pomembno, da svojih problemov ne nosimo v posteljo. Se pravi, da zdaj, če nekaj prijetnega razmišljamo, nekaj tako, pa nam to ne onemogoča pri uspavanju, potem to ni težava. Ampak če pa gremo z nekimi nerazrešenimi težavami, a ne, in potem začnemo intenzivno o tem razmišljati, pa seveda bomo ob tem zelo težko zaspali. A ne. In to je tudi ta eden izmed principov higiene spanja, poleg tega, ne, da zvečer ne jemo preveč, da nismo preveč fizično aktivni, recimo. Ne. Zdaj, če vedno govorimo, ne, kako je gibanje zdravo, ja, ampak tako kot vse ostale stvari, vse ob svojem času in v svoji dozi. A ne. Neka telesna aktivnost v zgodnjem popoldanskem času nam bo omogočala, da bomo lažje zaspali, a ne, da bomo boljše spali. Medtem, če bomo pa pretirano fizično aktivni zvečer pred spanjem, si bomo pa dvignili telesno temperaturo. Ne? Se pravi, mi zvečer rabimo, da se začnemo umirati, da nam začne telesna temperatura padati. Ne? In vemo, da neka intenzivna vadba zvečer nas v bistvu zbudi. Zato so vse te stvari pač pomembne. Ne? Ta cel sklop, kot rečemo, teh navodil za zdravo spanje oziroma za dobro higieno spanja. Super. Hvala za pogovor.